Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes vam preberem pravljico o lučki, ki postane zvezda. Ugasnile so luči in lučka je zaslišala najdaljši aplavz v življenju. Soraja je deklico prijela za roko in stekli sta do garderobe. Hvala, ker si me rešila. Kako ti je ime? Lučka. Lučka, ko mi je zmanjkalo glasu, sem mislila, da bo vsega konec. Nato si prišla ti in večer se je končal sanjsko. Le od kod si se vzela? Lučka se je sramežljivo nasmehnila in začela pripovedovati. Vse skupaj se je začelo danes zjutraj, ko sem se v svoji sobi pogovarjala z medvedkom. Njemu zaupam vse svoje skrivnosti. Zaradi koncerta sem bila cel dan na trdnih. Pomerila sem čisto vsa svoja oblačila, ker nisem vedela, kaj naj oblečem. Veš, tokrat sem prvič na koncertu. Skoraj sem že obupala, ko sem končno našla nekaj primernega. Izbrala sem obleko, ki sva jo kupila skupaj z očetom. O, kako sva se zabavala! Ko sem se preoblekla, sem se pred ogledalom zavrtela kot baletka in nato prižgala radio. Med poplesavanjem sem ugotovila, da je krtača lahko mikrofon. Za nekaj minut sem se spremenila v pevko. Soba je postala oder, plišaste igrače, pa občinstvo. Torej, rada poješ, je zanimalo Sorajo. Najraje na svetu pojem. Ko pojem, sem vesela. Tudi če zunaj dežuje, si s pesmijo pričaram sonce. Včasih pozabim na svet okoli sebe in zapojem preveč na glas. Tako je bilo tudi danes, zato je v sobo prišla mama. Ups, se je nasmehnila Soraja. Pospravila sem sobo in šla na balkon. Da mi je čas hitreje minil, sem opazovala ptičke. Sprehodila svojega kužka, za mamico narisala risbico, za očka pa naredila živalski vrt iz plastelina. Mamica me je opomnila, da je čas za odhod. Hitro sem se umila in počesala, obula svoje najljubše čeveljčke in prijela mamico za roko. Celo pot sva govorili o tebi in koncertu in o tem, kako srečna sem, da te bom videla. V dvorani sem se postavila čisto blizu odra. Želela sem čim bolje videti, kaj se dogaja na njem. Ko si začela peti, sem zaprla oči in zapela s teboj. A tvoj glas je bil hripav in ko si sredi pesmi začela kašljati, je glasba utihnila. Ravno v tistem trenutku, ko si vprašala, če ti lahko nekdo pomaga peti, sem dvignila roko, da bi si popravila lase in že naslednji trenutek me je nekdo dvignil na oder. V roke sem dobila mikrofon, pravi mikrofon, ne krtače. Začela sem peti, najprej tiho, potem pa si me prijela za roko in treme ni bilo več. Super sva se zabavali na odru. In množica pod odrom je bila navdušena, je vzkliknila Soraja. Pogumna si, da se nisi ustrašila množice. Veliko ljudi odpove, ko v roke dobi mikrofon. Enkratno si odpela moje pesmi in želela bi, da to še kdaj ponoviva. A res? Kaj praviš na naslednji koncert? Z največjim veseljem! Kjer se meja med domišljijo in resničnostjo zabriše. O tebi, junak, ta pravljica piše. Zgodbe za velike in malo manj velike. Med junaki ne delamo večje razlike. Še malo prej v pižami, zdaj že na zmaju jahaš. Po divjih morjih pluješ in nagajivo staršem mahaš. To zmore prav vsak. Si tudi ti tak? Postani zdaj z nami, mali junak. Mali junaki, zdaj pa le zaprite oči. Z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.